Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar, no in včeraj sem dočakala Abrahama. 50 let na zemlji, 50 let lekcij, 50 let pustolovščine, ja. Nekaj je za mano, tako da zdaj, če jaz gledam bilanco 50 let in mislim, da je vsake toliko časa pametno, da vsak izmed nas naredi majčkeno bilanco in vidi, kje pa sploh sem, ali pa kje sem pa sploh jaz. Tako da, zdaj tukaj imam Ošutove karte, pa moje karte, tako da to, kar bo vam prišlo sporočilo, bo prišlo, ampak tisto, kar je. Glejte, če gledamo, verjamemo v to, da duša si izbere svoje starše. Duša vnaprej ve, kakšne izkušnje bo dobila z določeno družino in katere lekcije bo zavesla oziroma predelala, ali pa katere lekcije, na kateri stopnički bo ponovno pogrnila. Tako da, priložnost za rast. In seveda, prva stvar, ki se zaznamuje na dušo oziroma srce, celični spomin vseh nas, so čustva, ki jih mama doživlja med nosečnostjo. A smo bili zaželeni? A so se nas veselili? Kakšna čustva je mama občutila v času nosečnosti, je v bistvu ključno pri tem, kako doživljamo občutek varnosti, zaželenosti oziroma kako doživljamo občutek sprejetosti. In mogoče, če imate občutek, pa kaj je delom v tej družini, je mogoče, da se je vaša duša zadala recimo eno tako lekcijo v življenju za predelati občutek sprejetosti. Predelati, odpustiti ljudem, sebe sprejeti, nehati se kritizirati in obsojati in iti naprej. Tako da, tisti, ki predelujete, recimo, včeraj smo z mojimi sosedi, res jih imam rada, veste, jaz sem z ločitvijo dobila novo družino in tako sem hvaležna, res. In tisto zdaj poglavitno čustvo oziroma tisto glavno čustvo, ko sem včeraj razmišljala, kaj je tisto, občutim čisto hvaležnost. Čisto hvaležnost za družino, mojo družino, primarno, tudi za mojo bivšo družino, se pravi bivšega moža, ker na koncu koncev z njim sem postala mama, in čisto hvaležnost do te nove družine, kjer sedaj živim, do ljudi, ki so me dobesedno vzeli za svojo. Veste, ja, hvaležnost za vse, za to pot. In zdaj, če pogledam nazaj, bi kaj spremenila? Ne bi. Prav ne bi, zato ker jaz sem prepričana, da moja duša je rabila točno take lekcije. Točno to sem rabila ozavestiti. No in zdaj, če grem potem karte ven. Dobila sem obstoj. Ena stvar je ta obstoj. Povezano s tem, kako jaz sebe doživljam. Kako gledam na to, kar se meni dogaja, in drugo, da obsedim v miru. Da ne poskušam nikogar spremeniti, da ne pričakujem, ja, veš, ta bi pa mogel to, pa ni to, kakšen je. Enostavno, da nehaš obsojati. Nehaš obsojati, tudi jaz nehala sem obsojati sebe, druge, da enostavno ne razmišljam, kako bi drugi lahko, ampak če nekdo ne naredi tako, kot bi je želela oziroma kot sem razumela mogoče, se vprašam prva stvar, kaj me uči ta lekcija. Vse te zadeve jaz preverjam z mišičnim testom. In recimo včeraj nisem dobila voščila od enega družinskega člana, članice, da bom bolj natančna. In veste, mogoče mislite, ja, Minka ima pa srečno življenje, nima nobenega odnosa, ki jo šola, niti vse ima pošlihtan, zdaj, ki je to uredila, je pa vse pošlihtala. Ni res. Recimo, jaz imam sestro, s katero nimava odnosa. Dejansko nimava nikakršnega odnosa. Ampak, a se jaz lahko ubijem zaradi tega, ali se moram zaradi tega ubiti? Glejte, če te nekdo nima rad, a lahko drugega prisiliš, da te ima rad? A ga lahko prisiliš? Ne moreš. Lahko pošiljaš ljubezen, dobro voljo, ampak ne občutim se pa ne krivo, ne obtožujem sebe in ne obtožujem, kakšna je, to pa to pa to pa to. Ne delam tega, ker enostavno, a lahko drugega spremeniš? Ne moreš. In tako je v redu, pač spusti.
leta nazaj, ko sem se še vrtela v tem, joj, kako bi, pa ni v redu, pa ni v redu, pa bi bilo treba drugače, pa tako naprej, sem govorila z eno gospo, ki jo izredno cenim, ona je čisti medij. V glavnem, gospa Darinka mi je rekla, pa razumijo, pust jo že enkrat, pust jo. Ampak nisem razumela v štartu, pusti jo, a veste, jaz sem rabila leta odpustiti, spustiti in razumeti, da vsak dela najboljše, kar zmore. Drugo zadevo, kar sem tle dobila, je pogojenost. Lev, ki živi med ovcami. Tukaj zdaj ne govorim, da so druge ovce, jaz sem pa lev, ampak vsak izmed nas je v sebi več, kot mogoče misli, da je. In bolj kot se prilagajate okolju, da ne boste izstopali, da boste pasali v ta okolje, bolj zatrete svojo dušo in bolj kot zatrete svojo dušo, bolj sigurno boste imeli težave. Zdaj pogledajte, ljudje, ki 50 let ne naredijo nič v tej smeri, da bi sledili svojemu srcu, svojim sporočilom, sebi, logično pridelajo bolezni in potem se naslednjih, ne vem, če lahko sploh še živijo 50 let, ukvarjajo samo še z boleznijo. Ker glejte, ko se duša utrudi, takrat telo neha sodelovati, ne more več sodelovati. Zaradi tega, ker se vse te bolečine poznajo na čustvenem telesu oziroma na fizičnem telesu in telo enostavno začne stagnirati. Po drugi strani pa, bolj kot sledite temu, kar vam duša govori, ko mi duša poje, ko naredim nekaj, kar je meni fino, pa ni rečena, veste, če bi vsaka druga vprašal, kaj bi mogla, vsak bi povedal svojo resnico. Zato je pomembno vedeti, kaj je pa moja resnica, kaj jaz občutim. In o tem nas niso učili. Lejte, prej sem z eno gospo govorila in je rekla, moji tašči govorim, pejte na sprehod. In spomnim se, ko sem jaz mami rekla, mama, mogla bi iti kdaj na sprehod. A mislite, da je že kdaj v življenju šla na sprehod? Verjemite mi, nikdar. Šla je do Zevnika in nazaj, vedno je šla z nekim namenom nekam, ampak da bi šla na sprehod, kaj bojo pa rekli sosedi, a pa res nima nič za delati. Glejte, delo se vedno najde, po drugi strani pa delo tudi počaka. Ker če jaz sebe pripeljem do točke, da izgorim, kdo bo imel od tega korist? Da jaz sebe pripeljem do točke, ko bom zbolela, kdo bo imel od tega korist? Nihče, najmanj pa jaz. Zato je tako pomembno, da razumem, ne da so drugi ovce, ampak da ne sledim temu, kar mi nekdo drug diktira. Ko govori, kako bi bilo zame dobro, pa kaj bi mogla, pa kaj ne bi smela, pa kako za... Halo, kaj pa ti občutiš? No, tako da to so pomembne zadeve, kar lejte, potem, če ne poslušamo sebe, nastane zmeda v glavi, zmeda v celici in si lahko predstavljate, če bi bili na ladji, pa da je gor, ne vem, da so 3 kapitani, vsak v svojo smer. Ja, ne gre. Dejstvo je, da je vsak kapitan svoje ladje in tja, kamor rečeš, tako bo šlo. Ne pa, da želiš ugajati drugmu in tako naprej. No, zdaj pogledam še eno sporočilo. Glih to, oklepanje preteklosti, ker to je pa tisto, kar nas zadržuje. Poglejte, nered v glavi. Bolj kot imaš nered v glavi, bolj ne gre nikamor. Ena stvar, kar opažam, da ogromno ljudi ima odnos do pospravljanja podoben kot do nereda v glavi. In večji kot imamo nered v glavi, bolj težko se lotimo pospravljanja, sploh tistih kotov, ki jih v osnovi nihče ne vidi. Ki vse en čas so razmetan, ker na koncu jih res nihče ne vidi. In mi jih pa vidimo vsake toliko časa, ko pa pokukamo tja. Zato, lejte, če veste, da imate šaro v stanovanju, lotite se najprej na fizičnem nivoju. Pospraviti kakšen predal, narediti kakšno stvar, ki jo odlašate, odpeljati kakšno šaro v doma, tisto, kar ne potrebujete več. In narediti bilanco tudi v svoji glavi. In smo spet tam, kaj pa jaz občutim. No in zadnje sem govorila z eno gospo, oziroma še danes sem govorila z eno gospo, se reka, veš, prav odnos mama, rojstvo mama. Kaj je vaša mama občutila takrat, ko ste bili majčkeni?
večji del, ogromno nas je rojenih na kmetijah in vemo, da včasih so pač otroke puščali, naj se pljuča širijo. In kaj mislite, da je čustvo, ki ga je majhen otrok občutil? Je zavrženost, je to, da nihče ne poskrbi za njegove osnovne potrebe, občutek osamljenosti, da si za vse sam, in druga stvar, mogoče celo občutek, da ti ne pripada ljubezen. In zdaj pa kako to pozdraviti? Seveda najlažje pozdraviti zdravilno molitvijo dekodiranja, dajte vtipkati v Google, pa boste najdeli. To je najmočnejše orodje, pa ne zato, ker sem ga jaz napisala, ampak zato, ker sem ga preizkusila. Jaz sem probavala svoje podzavestne vzorce počistiti sama in dobila sem pod roke knjigo Zdravilni kodeks. Z zdravilnim kodeksom sem ponavljala 3 mesece za eno težavo in veste, je bilo to tako, kot bi v kameni dobi delala na roke ogenj. In danes vsi vemo, vzameš vžigalnik pa prižgeš ogenj, ne? In potem sem iskala hitrejši način in sem ga dejansko našla. Zdravilna molitev dekodiranja je tako hiter način, si prav v trenutku ena težava, ena molitev, počistiš vse tiste vzorce, ki jih ne potrebuješ več. To, kar smo v rani, v mladostni dobi naložili, in to pa marsikdo vlači celo življenje za seboj. No, in cilj celega potovanja na zemlji pa je, da se povežemo z virom, z izvorom. Da delamo tako, da ne potrebujemo nobene spovedi, zato ker delamo samo dobro. Da nikdar z nobenim dejanjem nikogar ne ranimo. Tudi sebe ne. Da vedno izražamo resnico. Pa če je še to kruta, da povemo resnico. Veste, vem, da je težko, ampak po drugi strani se pa čas spreminja. In tega zahrbtnosti, zdaj mogoče imate občutek, da je še več tega, kot je bilo včasih. Ampak zdajle seka, na polno seka, in zato je pomembno, da tisti odnosi, ki vas najbolj sekajo, najbolj bremenijo, da njim pošiljate ljubezen, svetlobo, da jih postavite pod roza slap in jih operete s čisto svetlobo in da delate meditacijo za odpuščanje, zato da vi odpustite svoje srčne bolečine. In enkrat, ko sem jaz delala to meditacijo za odpuščanje, sem bila prepričana, da sem že čisto vsem odpustila in se mi je pokazal pred oči moj, kaj je to, bivši tast. In v bistvu, kaj sem predelovala? Mislim, da z njim nimava neke strašne karmične veze, ampak enkrat, ko smo bili na kavi, je tako uperil prst proti meni in je rekel, ja, veš, ti si kriva, da je moj sin, ne vem, da kadi, recimo, ne. In sem bila tako šokirana, da me je obtožil in mu še nisem odpustila. Poglejte, pa ena beseda. A veste? In potem kasneje, ko sem se ločila, 2 leti je glavo obračal stran, ko sem prišla po otroke in veste, a mu jaz lahko to zamerim? Ja, takrat očitno sem mu, sem potem začela delati meditacijo za odpuščanje, sem mu odpustila, ker vsak dela najboljše, kar zmore. Zdaj, če on tukaj nisem ustrezala nečemu, kar je on imel predstavo, se jaz lahko zaradi tega ubijam? Zakaj že? Pač, to je njegovo, kar je pa moje, pa to, da mu pošiljam čisto svetlobo. To je najbolj pomembno. Zato, glejte, ni družine, ki nima kaj za predelati. Vsak ima v svojo družino prav tisti odnosi, ki imaš največ čustvenega za predelati, to je tvoja družina. Najbolj tesni odnosi. Drugi tesni odnosi so seveda partner, starši, bratje, sestre in služba, nadrejeni, podrejeni. Tisti najbolj tesne veze, včasih tudi prijatelji, ampak na koncu koncev prijatelje si izbiramo sami in na koncu ostajajo tisti, ki ti večajo srčno energijo. Saj v mojem življenju je tako, tako da v mojem življenju so ostali tisti prijatelji, tiste prijateljice, ki jih imam vsakič tako rada, pa če se slišimo ali pa ne slišimo. In tudi, če se več mesecev ne vidimo, je to nekaj, kar mi vedno, vedno zaigra srce. In zato spet še en razlog v teh 50 letih,
hvala za vse te prijatelje, ki me spremljajo na poti življenja. A vidite, koliko razlogov imamo za hvaležnost in zdaj ta zadnja zadeva, vrata brez hvaležnosti so zaprta, vrata obilja. No in v Svetem pismu piše, kdor ima, se mu bo navrglo še več in kdor nima, se mu bo vzelo še to, kar ima. In prva stvar, človek pomisli, to ni pravično, ampak po drugi strani pa, kdor ima hvaležnost, se mu bo dalo še več. In kdor nima hvaležnosti, se mu bo vzelo še to, kar ima. Tako da ta zadnjo karto sem pa spet dobila obstoj, se pravi čista kreacija, čist nov začetek, čisti obstoj, od kjer lahko ustvariš vse, kar si želiš. Brez da bi človek hitel, izsiljeval božjo hitrost, izsiljeval, zakaj še to ni v mojem življenju, ampak greš s tokom, zaupaš v božansko hitrost, zaupaš vse dobro in zaupaš v to, da delam dobro in dobro se mi v izobilju vrača nazaj. In to mi vsak dan znova življenje potrjuje, vsak dan znova dobim obilje dobrega. Tako da, glejte, vsak izmed nas je prišel na ta svet se naučiti odpuščanja, spuščanja, prepuščanja, sledenja temu, da razumeš, kaj ti govori tvoje srce, in potem se naenkrat vsi odnosi spremenijo in postanejo lepši. In tisti tlačitelji, blagoslovite jih, ker te ljudje vam nosijo največjo lekcijo, največji napredek v vašem življenju. Tako da delajte na sem, boste videli, življenje vas bo blagoslovilo z vsem, kar si vi želite.